Menjava pnevmatik je zakonsko predpisana. Zimska oprema je obvezna od 15. novembra do 15. marca. Seveda tudi izven teh datumov, če so zimske razmere. Dobrodošlo je, da jih menjamo prej, če so jutra precej hladna s temperaturami pod lediščem. Pozanimali smo se, kakšne pnevmatike izbrati in kdaj je čas za nove. Naš zakon pravi, da zimska vozna sezona se začne 15. novembra. To je tudi dan, v bistvu po katerem morajo biti avtomobili opremljeni z zimskimi pnevmatikami ali z letnimi pnevmatikami in verigami za kolesni par, seveda v prtljažniku. To se pravi, mi pri AMZS seveda svetujemo, da v bistvu damo na kolesa zimske pnevmatike, ki je pa treba še nekaj drugega povedati. Če, recimo, že 15. oktobra pade sneg, ki potem policija razglasi zimske vozne razmere, se pravi, morajo biti avtomobili opremljeni z zimsko opremo. Vsekakor je treba biti zelo natančen in spremljati samo situacijo na cestah, kar se tiče vremenskih pogojev in pa seveda vseh ostalih stvari, ki nas spremljajo v rednem cestnem prometu. Seveda se je potrebno zavedati, da je pnevmatika pod 7 stopinjami popolnoma drugače deluje in zato priporočamo po zimi imejmo zimsko, poleti imejmo letno pnevmatiko. Zato, ker je ta zadeva res pomembna. Zimska pnevmatika, njena sestava je seveda drugačna. Ta pnevmatika je mehkejša, ima tudi več silike. Zakaj? Zato, da lažje naredi tisto delo, za katero je namenjena. Globina zimskega profila je minimalno 3 mm. Seveda je pa pomembno, da namestimo na naše vozilo pnevmatiko, ki ustreza homologacijskemu kartonu našega vozila. Na to je treba biti pazljiv. Tudi širina pnevmatike je pri zimskih v veliki večini ožja. Zakaj? Zato, ker ožja pnevmatika lažje spodrine vodo, sneg, vse nesnage, ki so na vozilu in tega se je priporočljivo in pa seveda tudi zakonsko potrebno držati. Izdelovalci pnevmatik imajo precej nehvaležno delo pri razvijanju in izdelovanju zimskih pnevmatik. Zaradi nenavadnih podnebnih razmer, ki smo jim bili priča prejšnjo zimsko sezono, se hladen suh asfalt v kratkem obdobju lahko spremeni v povoden. Na njem nastane moker sneg in ledene obloge, nato pa se v kratkem času spet spremeni v suh, a hladen asfalt. Vendar zimskih pnevmatik, ki bi se obnesle v vseh teh razmerah, ni veliko. Kar se je potrdilo pri letošnjem testu zimskih pnevmatik, na katerem so se najbolje odrezale uravnotežene pnevmatike. Po našem zakonu za zimsko pnevmatiko velja vsaka pnevmatika, ki ima znako M+S. Ampak to v resnici ne pomeni, da gre za pravo zimsko pnevmatiko, ne? Že dolgo časa je v veljavi dodatna oznaka in to je snežinka v bistvu v neki taki triglavi gori in zgolj pnevmatika, ki ima to oznako, je res prava zimska pnevmatika. Ker vse pogosto se zgodi, da oznako M+S, kar seveda pomeni mud and snow oziroma blato in sneg, dajo tudi še take pnevmatike, ki pa se ne obnesejo dobro na zimi. Pri izbiri avtomobilske pnevmatike je pomemben tudi njen profil. V centru AMZS na Vranskem poudarjamo formulo, ki jo zelo priporočamo voznikom. To je 4x4x4. To pomeni 4 enake pnevmatike na vseh 4 platiščih, 4 sezone vožena pnevmatika, da pnevmatika ni prestara in pa 4 mm globine profila dezena. Kljub temu, da vemo, da je zakonsko zimska najmanj 3, letna najmanj 1,6 mm in pa seveda za nas motoriste tudi pomembna informacija najmanj 1 mm. Tukaj so norme
relativno nizke, zato mi priporočamo 4 mm globine profila, kar bo varno in pa seveda v kritični situaciji izpodrine tisto, kar je izpod koles treba izpodriniti. Letos smo pri AMZS preizkusili zimske pnevmatike v dveh dimenzijah. 185, 65, 15 pa 205, 60, 16. To so recimo, se pravi manjša dimenzija, je recimo pnevmatika za Clio, Polo avtomobile, to so teh, ki je v Sloveniji veliko. Nekaj večja pnevmatika je pa za zdaj zelo priljubljene, pa vedno bolje prodajane avtomobile, recimo kompaktne cestne terence, ki jih je seveda tudi veliko na cestah. Zdaj, letošnji rezultati so, bom rekel, recimo so v splošnem so bili kar dobri. Pri ta mali dimenziji smo pa vendarle ugotovili pri dveh pnevmatikah tako slabe lastnosti na mokri cesti, da smo jim potem dali skupno oceno, ni v bistvu priporočljivo. Tako da mi odsvetujemo nakup teh pnevmatik. Te pnevmatike pri nam v bistvu dela en poseben konzorcij, v katerem so avtomobilski klubi evropski, pa nekatere potrošniške organizacije. To je kar zahteven podvig in mi vse pnevmatike v bistvu kupimo na prostem trgu in to seveda inkognito oziroma anonimno, da izdelovalci pnevmatik ne bi vedeli, da jih mi kupujemo in nam potem ne bi potaknili kakšnih recimo boljših, kot jih lahko kupijo navadni kupci. In recimo test sam pa poteka en del na severu Finske, to se pravi tam, kjer so stabilne zimske vozne razmere, en del pa na v bistvu nemškem poligonu Contadrom, kjer recimo preizkusamo lastnosti na suhem, potem na mokrem, tudi samo obrabo, seveda na Finskem pa sneg, led in pravzaprav bolj zimske lastnosti. Pri izbiri novih pnevmatik je pomembno tudi, kakšen voznik ste in koliko se vozite z avtomobilom. Pnevmatike izberite glede na svoje potrebe in navade. Pri pnevmatikah se ne splača varčevati. Za, bom rekel, prihranek nekaj 10 evrov, da zato v bistvu zavestno kupimo recimo slabšo pnevmatiko, to ni v redu. Morate vedeti, da v bistvu edini stik avtomobila s cesto so te 4 za dlani velike površine in tle se res ne splača varčevati. Je pa res, da so v bistvu naši testi pokazali, da recimo pnevmatike višjega cenovnega razreda se običajno uvrščajo v bistvu na boljša mesta. Tiste res, bom rekel, nizkocenovne pnevmatike pa so pogosto toliko slabe, da tudi odsvetujemo njihov v bistvu nakup. Je pa treba povedati nekaj drugega, to se pravi, naš test nagrajuje pnevmatike, ki imajo najbolj uravnotežene lastnosti. Vsak voznik pa sam pri sebi ve, kje in kako se v bistvu vozi. Če se veliko vozi po snegu ali pa po ledu, recimo, bom rekel hipotetično, ima recimo počitniško hišico nekje v gorah, naj izbere pnevmatike, ki so zelo dobre v snegu. Nekdo, ki se pa službeno vozi recimo zgolj po avtocestah, pozimi veliko na mokri cesti pa na suhi, naj pa seveda izbere tisto, ki je seveda boljša na v bistvu suhi in mokri cesti. Ker se pogosto zgodi, da tista pnevmatika, ki pri nam zmaga, ni nujno, da je tudi najboljša pri vseh lastnostih. Imaš pnevmatike, ki je zelo dobra na snegu, pa malo slabša na suhem. Vsekakor mora vsak voznik pri sebi malo razmisliti, v bistvu kakšno pnevmatiko rabi in tudi potem tako izbere. Po zimi se je treba avtomobilom veliko posvečati in narediti veliko več kot zamenjati pnevmatike. Zelo pomembno je, da nalijemo zimsko tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla. Če imamo v posodi še staro tekočino, jo je treba izprazniti oziroma porabiti do konca, še preden dolijemo novo. Tako da ne bi prišlo do zmrzali. Klasične verige so v avtu dobrodošle, če je na cesti veliko snega. Z verigami je omejitev vožnje 50 km/h. Ko pa je cesta brez snega, je vožnja z verigami prepovedana.
Zanimivo je, da se tekstilne verige na testu niso izkazale za najboljše. Nekatere novejše plastične pa so se izkazale za dobre. Ko se odpravimo na pot in pa konec koncev tudi pri vsakodnevni vožnji, je potrebno v zimskih razmerah v naše vozilo še kaj ustaviti. Mi priporočamo kakšno deko, potem tudi kakšna rezervna oblačila niso slaba, kakšen polnilni kabel za polnjenje telefona, mogoče kakšen powerbank, ki ga tudi pogosto lahko rabimo, kakšno manjšo lopatico in pa konec koncev tudi kakšna pijača, ki bi v primeru nekega obstanka v neki gužvi oziroma kje druge nam še kako prišla prav. Seveda je pomembno, da ko speljemo z vozilom, mora biti na vozilu tudi očiščena vsa stekla, potem naše luči na vozilu in pa seveda tudi strešni del in vse, kar je lahko na vozilu. Po zakonu se seveda za vozila ne smejo razsipati stvari, v tem primeru sneg, ko gre le za zimske razmere. Seveda je pomembno tudi, da pnevmatika dobi tisto delovno temperaturo, zato je v tistih prvih kilometrih vožnja še toliko bolj pazljiva. Bi pa omenil, da ko je na vozišču nekaj snega, ko imamo neke kritične stvari, je potrebno voziti zelo previdno, prilagoditi glede na dane razmere in pa seveda tudi menjavanje prometnih pasov. Če govorimo o avtocesti, iz desnega prometnega pasu na levi prometni pas, takrat morajo biti te gibi zelo nežni, mehki, se v primeru neke brozge, neke snežene strukture na vozišču prije lahko hitro do kakšnega zdrsa. Bi pa vse gledalce pozval, da lahko pridejo in dobrodošli v naš center varne vožnje, kjer na drsnih podlagah izkusijo tiste zimske razmere in pa seveda v nekem varnem, primernem okolju poskusijo tisto, kar se jim na cesti lahko prigodi in seveda zadevo rešijo in se tudi tega naučijo. Po zimi je zelo pomembno, da večkrat preverimo tlak v pnevmatikah. Pri tem ne smemo biti malomarni. Po navodilih proizvajalca naj bi tlak preverjali enkrat ali dvakrat mesečno. Novejši avtomobili imajo vgrajen tudi indikator za zmanjšan tlak. Premontaža pnevmatike je rutinsko vulkanizersko delo, seveda moramo biti pa pazljivi kar na nekaj stvari. Vkolikor se montirajo nove pnevmatike, je pri montaži pomembno, da mojster pnevmatike obrne pravilno, da je smer rotacije prava. Ko je montirana pnevmatika, se jo na koncu tudi scentrira, zaradi tega, da se potem ne čuti tresljajev med vožnjo. Tlak v pnevmatikah je tudi predpisan, za vsako vozilo je malo drugačen, tako da treba je to tudi upoštevati, ker potem je avto stabilen in ima takšne vozne lastnosti, kot jih omogočajo pnevmatike in vozila. Kar se tiče tlaka, bi jaz poudaril, da je, se pravi, mera, do katere mora biti pnevmatika napolnjena, napisana v proizvajalčevih navodilih. Zato priporočam, da vedno, ko preverimo tlak, seveda preverimo na stebriček vozila, lahko tudi, kjer je prostor za točenje goriva, na poseben indikator, napis, kjer nas na to opomni in pa seveda vsak tlak je odvisen od vozila, katere znamka, tip in pa seveda tudi teža in vse podobno, kar spada zraven. Bolj kot po koledarju se ravnajte po vremenskih razmerah. Zato z menjavo zimskih pnevmatik lahko začnete nekaj dni pred 15. novembrom. Pnevmatike so namreč med najpomembnejšimi deli avtomobilske opreme, saj zagotavljajo edini stik avtomobila s podlago, po kateri vozi.